Pogovori. Jezikovni govori. Jezikovni pogovori. Nastal je prvi odprtokodni veliki generativni jezikovni model za slovenščino GAMS. Z njim so slovenska podjetja manj odvisna od tujih ponudnikov, zaradi česar se je povečala suverenost slovenščine na področju umetne inteligence. Kako bo v prihodnje, trenutno ni znano, saj še ni zagotovljenih sredstev za nadaljnji razvoj. Ustvarjanje GAMS-a je razkrilo tudi veliko strahu in nerazumevanja pri ustvarjanju tovrstnih tehnologij. Dr. Simon Craig, vodja projekta Povejmo, v okviru katerega je nastal GAMS, je poudaril, da umetna inteligenca ne bo preprosto izginila, ampak bo postajala še močnejša. Od nas samih pa bo odvisno, kako suvereni bomo na tem področju v prihodnje. Projekt so izvedli v Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani. Dr. Simon Craig, dober dan. Slovenščina ni suverena, če o njej odločajo pri podjetju OpenAI, ste rekli v oddaji, ki so jo posnela pred 2 letoma, ko je bil projekt pri začetku. Ali smo danes suvereni, ko imamo GAMS-a? Ja, vsekakor smo bolj suvereni, kot smo bili pred 3 leti. Pri čemer je jasno, da v čem smo uspeli, v čem nismo uspeli. In vsekakor je tudi jasno, da je treba še nadaljevati naprej, predvsem tudi v evropskem okviru, ker zdaj v tem času se je tudi do neke mere Evropska komisija in nasploh Evropa zbudila, in je postalo jasno, da suverenost tudi na tem področju je problem in je vprašanje, in v tem smislu se je treba enostavno skočiti na ta vlak. O čem torej zdaj odločamo v Sloveniji zaradi GAMS-a? Nam lahko razložite to suverenost? Pred čim smo zaščiteni? Ne gre toliko za zaščito, ampak za možnost. V smislu, če imate, če poenostavim, če imate železnico, lahko po železnici prepeljete tovor, sicer ste pa na vozu. In v tem smislu to ni zaščita pred ničemer, ampak ustvarja možnosti. In to, kar imamo po tem projektu, je, da imamo model, ki razmeroma dobro deluje, sicer ni na enaki ravni kot vsi ti največji ameriški in kitajski, ampak deluje pa dosti dobro, da lahko rečemo, da če nam ugasnejo to možnost v Ameriki, na Kitajskem, potem nismo povsem bosi in goli. Razložite nam, kako se je v preteklosti konkretno pokazala ta nesuverenost, ko so na primer nekatera podjetja zaprla dostop ali ga podražila do teh velikih jezikovnih modelov? Ja, neka taka budnica za vse nas je gotovo bilo to, ko je Anthropic objavil ta njihov zadnji model in potem je ameriška vlada zahtevala od njih, da dajo dostop samo ameriškim državljanom. To je precej jasno potem, da živimo v nekem svetu, kjer lahko umetno inteligenco omejite, zamejite na geografsko področje ali pa še po kakšnem drugem kriteriju. In v tem smislu je absolutno jasno, da Evropa kot celota, Evropska unija in Evropa mora narediti nekaj v zvezi s tem, da bomo imeli pokrito umetno inteligenco za vse naše jezike. Ker tukaj imamo še en dodaten problem, če se Amerika ukvarja predvsem z angleščino in deloma španščino, verjetno tudi kitajščino, imamo mi 24 uradnih jezikov, ki jih je treba vse pokriti z zelo drugačnimi situacijami, z številom besedil, ki so na voljo, številom govorcev in tako naprej. In to je treba upoštevati na drugačne načine, kot to počnejo ameriška in kitajska podjetja. In ko se je ameriška vlada odločila, da omejiti dostop, kako se je to pokazalo pri kakšnem slovenskem podjetju? Verjetno nekih širših posledic vsaj slovenska javnost ni zaznala. Kako pa so to zaznali v kakšnem podjetju in v katerem? Za podjetja težko rečem, ampak verjetno
to ne gre do te mere, da bi bila neka konkretna škoda ali karkoli. Gre pa za to, da smo predpostavljali, ampak tukaj je bil pa nek zelo jasen signal, da je to sploh možno, a ne? Ker načeloma, dokler imate v glavi stanje, kjer seveda ameriška podjetja potem prodajajo svoje storitve, mi v Evropi to lahko kupujemo, a ne? Je drugače, kot če imate zaprte trge, kjer enostavno do nekaterih rešitev ne moreš priti. To ne gre za konkretno škodo slovenskim ali pa evropskim podjetjem, ampak gre za princip, a ne? Gre za to, da ali imaš dostop do nečesa ali ne. In zdaj imamo v Sloveniji dostop do teh tehnologij, saj je GAMS odprto dostopen. Kaj pomeni ta odprta dostopnost? Ja, no, tukaj je treba seveda imeti ves čas v glavi to, ne, da je GAMS model, ki je kar precej šibkejši od teh največjih ameriških in kitajskih, ampak kar je prednost, je seveda to, ne, da ga lahko vsako podjetje, in to pomeni odprta dostopnost, vsako podjetje ali javna ustanova ali javna uprava in tako naprej, naloži na svoje strežnike in uporablja 24 ur na dan brez dodatnih stroškov in ne da bi podatki odtekali od koderkoli. Ker en od največjih problemov je v resnici tudi to, da svoje podatke ves čas pošiljamo preko oceanov in to pomeni kar precejšen del te nesuverenosti, o kateri govorimo. Podatki so zdaj pač nafta, kot smo rekli. In v tem smislu, ko mi dajemo na voljo te svoje podatke, mogoče celo take, ki so občutljivi z raznih stališč, zdravstvene in podobno, s tem dajemo kar veliko prednost tistim, ki jih potem zbirajo in uporabljajo naprej. Če pa imamo model, ki deluje v našem lastnem omrežju, to pomeni, da nikomur ne pošiljamo teh podatkov in smo varni. Pa poglejva, kaj vse je mogoče razviti na podlagi GAMS-a in zakaj vse ni potrebno plačati ameriškim podjetjem. Rezultat projekta je torej prvi odprtokodni veliki generativni jezikovni model za slovenščino GAMS. Ob zaključku projekta so podjetja predstavila možnosti rabe v medicini, skladiščih, na področju kulturne dediščine, informatike. Nam lahko predstavite nekaj konkretnih praks, kaj vse omogoča? Celoten projekt je bil zastavljen na ta način, da delamo neko temeljno infrastrukturo za umetno inteligenco v slovenščini, in to pomeni, da imamo model in da imamo podatke. To sta bila dva dela projekta, ki jih je vodila Fakulteta za računalništvo in informatiko. Potem smo pa imeli še 4 projekte, ki so morali dokazati, da dejansko to funkcionira. Se pravi, kar je bilo narejeno, predvsem model. In to so bili ti 4 podjetja in 4 primeri rabe, ki ste jih prej omenili. Zdaj, če gremo po vrsti, imeli smo podjetje, ki v bistvu servisira slovenske muzeje in dela software, ki ga potem oni uporabljajo za arhiviranje, za beleženje vsega, kar imajo. In zdaj potem, ko je integrirana umetna inteligenca v ta njihov sistem, to lajša delo muzealcem na ta način, kot ga poznamo iz ChatGPT-jev in podobno, kjer generira besedila, ki znajo zelo dobro slovensko in lahko uporabljajo tudi podatke iz njihovih baz podatkov. Torej, da arhivira knjige, digitalizira naprimer neko gradivo. No, tukaj si lahko predstavljate vsak posel, ki ga je bilo delati samo na ta način, da ste tipkali po tipkovnici, zdaj pa lahko z enim ukazom zgenerira tekst, ki ga je bilo prej treba napisati. Če ne bolj preprosto povem. Drug primer rabe je bil v medicini, kjer imamo znane težave s tem, da je ogromno neke administracije, ki če bi se lahko znebili, bi precej olajšali in bi imeli zdravniki več časa za tisto, kar je bolj bistveno.
In v tem smislu gre predvsem za razpoznavo govora in potem, ko recimo pač pretvorimo audio signal v besedilo, lahko še podatke, ki so v tem besedilu, povežemo z raznimi bazami podatkov, za katera zdravila gre, za kakšen tip zdravljenja gre in tako naprej. In v tem smislu je obogateno besedilo pač avtomatično in hitro. In v tem smislu se znebimo vsega, kar je pač balast bil do zdaj. Ne? Torej, da nek pogovor med zdravnikom in pacientom neka tehnologija posname, pretvori v besedilo in potem vse skupaj preoblikuje v različne oblike, povzame podatke, pa tudi svetuje, na primer. V svetovanju ne vem. Predvsem ta del, ta prvi del je važen, ker da imajo zdravniki čim manj birokracije, ne, to pomeni. Tako. Pač, da se znebimo čim več birokracije, to koliko pa potem svetovanja, pa ni vprašanje zame, ampak za njih. Tretji primer rabe je predvsem v skladičih, to je bilo podjetje Špica, kjer smo preizkušali te neke bolj ekstremne situacije v smislu razpoznave govora in komunikacije med strojem in človekom, ker imate v skladiščih oziroma v industrijskih okoljih ogromno hrupa, imate mešanje jezikov, imate razne težke situacije in v tem smislu smo preizkušali rabo v ekstremnih situacijah, bi rekel, ne? Predvsem razpoznavo govora. Ja, v skladiščih je veliko tudi delavcev iz drugih držav, tako kot ste rekli, veliko je hrupa in neka ta tehnologija lahko je v pomoč nekemu skladiščniku pri razporejanju tistega materiala, tovora na govorne ukaze. Ne? Ja, mislim, v takih okoljih je kar nekaj komunikacije, ki pa mora biti zelo natančna, ne? Ker če grejo stvari narobe, potem marsikaj se lahko zgodi. In v tem smislu je bil tukaj fokus precej na tem, da se take rešitve delujejo, ne vem, skoraj 100%. Torej, 4 podjetja naj bi dokazala, da GAMS deluje. Kakšno je pa zanimanje v slovenski družbi ali pa tudi izven Slovenije, ker GAMS je lahko namenjen tudi izven meja naše države za to tehnologijo? Glede na kolikrat je bil ta najbolj zanimiv model prenešena iz Hugging Face, to je platforma, kjer to ponujemo, kjer so večinoma vsi modeli, se zdi, da je kar popularen. To je ena plat. Druga plat tega vprašanja pa je, se pravi tako, 3 stvari so tukaj pomembne. Ena je ta, da imamo zdaj znanje, da sploh znamo narediti model. To je pomembno. Druga je, koliko podatkov smo zbrali, verjetno bo o tem še kaj povedala, ampak tukaj nismo najbolj zadovoljni. In tretje je to, da je pač potrebno upoštevati predvsem evropski kontekst. Se pravi, GAMS ni kar nekje osamljen tukaj v tem prostoru, ampak se pridružuje drugim modelom, ki jasno nastajajo za druge jezike. In v tem smislu se pač mi ves čas primerjamo in hočemo biti na poziciji, ki je čim boljša glede na jezik in število govorcev, ki ga imamo. In mislim, da v tem smislu smo kar uspeli in nismo v slabi poziciji, ki se pa lahko hitro spremeni. Hitro se lahko spremeni, napredek je hiter. GAMS kmalu ne bo mogel tako hitro teči, če ga ne bomo trenirali oziroma ga podprli s financami in podatki. Projekt se je iztekel, finančne podpore ni več. Je nekaj govora o tem, da naj bi bil projekt, recimo temu, povejmo 2, ampak zaenkrat ni nobenih jasnih informacij, kdaj bi to lahko bilo, kako in tako naprej. Drugi del tega pa, kar sem omenil že prej, in sicer podatki. Ker večinoma se je GAMS učil iz strojno prevedenih podatkov in iz generiranja slovenščine. Zakaj?
imeli smo pač eno dosti široko akcijo za zbiranje gradiv, šli smo do Narodne univerzitetne knjižnice, RTV-ja, STA-ja, vseh časopisnih hiš, založniških hiš. Pač povsod smo skušali dobiti podatke in obstaja kar veliko strahu. To je ena stvar. Drugo pa je, da je nažalost očitno tako, da na nek način je tudi razumljivo, da večina hoče prodajati te podatke svoje. In zdaj, če to prodate ameriškim podjetjem, kitajskim podjetjem in tako naprej, je to precej škoda, ker to pomeni, da izgubljate, mislim, da se streljate v lastno nogo, tako rekoč. Kot država, kot narod. Kot jezik, kot govorci, kot narod, kot država, ker to pomeni, da nekaj, kar bi v resnici morali dati na kup, zato da imamo potem čim boljši odprt model, ki smo ga sami naredili in ki ga sami lahko obvladujemo in ga sami lahko uporabljamo. To pomeni, da bo zaradi tega, ker je treba generirati in strojno prevajati podatke, veliko manj bomo vedeli o Sloveniji in o slovenščini in o vsem, kar je v zvezi z Slovenijo in slovenščino, če ni pravih, avtentičnih podatkov, kot recimo, iz muzejev, iz RTV-ja, iz povsod, ker generirana besedila bodo pač generirana iz tega, kar je, ne pa iz pravih besedil. Zakaj je postalo tako samoumevno, da bi podatke, besedila, posnetke morali lastniki predati tako rekoč brezplačno? Ali ni druge poti, je nikoli ne bo? Je več poti, seveda. Ampak tukaj je ena stvar, ki dejansko mora biti odločitev, se mi zdi, kar cele družbe ali pa vsaj jezikovne skupnosti, ki je naslednja. Da grem na neko drugo področje, zato da malo naredimo primerjave. Vi lahko naredite mrežo knjižnic in lahko postavite osrednjo knjižnico, kjer je treba obvezno oddati izvod knjige, ki je proizvedena v Sloveniji. In to je sistem, ki je konsenzualen in je jasno, da založniki ne bojo povsem zadovoljni, ker bojo morali pač 15 izvodov poslati v knjižnico in tako naprej, ampak imeli bojo pa vsi dostop do teh knjig na nepredrag način. Se pravi, greste v knjižnico, plačate članarino, ki je nizka in imate dostop do vseh knjig. Na drugi strani bi bilo možno imeti sistem, kjer bi rekli, mi sploh nimamo knjižnic. Ne bomo imeli knjižnic in edina stvar, ki bo obstajala, bodo knjigarne, kjer boste lahko kupili knjigo, posamično knjigo za, 30 evrov, 40 evrov in tako naprej. Oba sistema sta legitimna, ampak v prvem sistemu smo zbrali nekaj na kup, naredili smo način, kako bodo vsi ljudje na razmeroma lahek način prišli do knjig, do možnosti branja. In tukaj govorimo zdaj o podobni stvari. Lahko se odločimo, da pač ne bomo imeli teh odprtih umetno-inteligenčnih rešitev, ne bomo imeli zbranih podatkov na enem mestu, ampak bomo pač parcialno prodajali sem in tja podatke in potem kupovali skratka te storitve na tak način, kot če bi morali v knjigarnah kupovati knjige. To je stvar odločitve. Vse skupaj pa verjetno v večji meri spremlja tudi nek strah oziroma nezavedanje vseh možnosti, ki jih ponujajo te tehnologije, in jih tudi še ne poznamo oziroma se ne zavedamo, da že verjetno vplivajo na naš vsakdanjik. Ja, mislim, paradoks je seveda ta, da te tehnologije ne bodo nikamor šle in bojo samo še močnejše, da tako rečem. Ker jasno, da vsi ti modeli, ki prihajajo iz Amerike in iz Kitajske, znajo tudi slovensko. Ampak in v tem smislu, če ne date nič nikomor, predvsem pa ne zberete vseh podatkov na en kup, zato da sploh lahko naredimo nek odprt, skupen model, niste
se pred ničemer zavarovali, samo eno možnost, ki bi lahko bila dodatna in skupna vsem, ste pač ukinili. Upajmo, da ne bo ostalo pri tem, ne? Verjetno ne bo. Ja, upajmo, da ne bo. Ne? Mislim, tudi ta del, ki sem ga že prej omenil, jasno je, da se bo Evropa tako tradicionalno sicer malo počasi, ampak se vendarle prebuja. Mislim, da bomo šli v to smer, da si bomo naredili ta pač skupni model, skupne podatke, varne podatke in tako naprej. Ampak vsaj ta izkušnja iz projekta Povejmo pravi, da obstaja ogromno strahu, da obstaja ogromno nepripravljenosti, da bi sploh razmišljali o tem, zakaj v bistvu v tem procesu gre, kdo to počne. Smo v neki fazi, se mi zdi, kjer je treba vzpostaviti nek institut, ne govorimo o inštitutu kot o pravni osebi, ampak nek način, forum, ki mu bodo ljudje lahko verjeli, da ne bo se z njihovimi podatki nič zgodilo in bo vzpostavljeno neko temeljno zaupanje, da to je pa v redu. Se pravi, da če imamo ta nek skupni fond slovenščine, da to hočemo imeti in da je to varno in zaščiteno in da bo vse v redu. V tem smislu se mi zdi, da Narodna in univerzitetna knjižnica figurira kot nekaj, česar ne bi kar tako ukinil, da je nekaj pozitivnega prinese. Tudi RTV Slovenija in STA in vse te inštitucije, ki smo jih vzpostavili, jim na nek način vendarle zaupamo. In zdaj rabimo pač za umetno inteligenco, za podatke nekaj takega, nek tak skupen prostor. Počasi gremo tja, nismo pa še tam, ne? Ne, nismo še tam, nismo. Dr. Simon Krek, najlepša hvala za pogovor o GAMS-u, prvem odprtokodnem velikem generativnem jezikovnem modelu za slovenščino. Vam, drage poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost. Srečno!